Pozdravljeni! Danes se bomo lotili izjemno težke in verjetno za marsikoga izmed vas tudi kontroverzne teme. Ukvarjali se bomo s sankcijami, ki jih lahko pričakujemo kaj hitro v svetu Formule 1. Najprej bi rad poudaril, da na kanalu, ki govori o Formuli 1, prostora za razpravo o politiki po mojem osebnem mnenju ni. Pogovarjali se bomo o tem, kaj se bo lahko zgodilo v naslednjih dneh, ukolikor se bodo pri FIA odločili, da tudi ruskim voznikom ne bodo pustili nastopati v svetovnem prvenstvu Formule 1. In nalašč uporabljam množino, kajti verjeli ali ne, nimamo samo enega. A v bistvu je tematika bistveno globlja, kot nam jo marsikateri vir predstavlja. Spopadi, ki se dogajajo v Ukrajini, so seveda prisilili Formulo 1, da je iz koledarja umaknila veliko nagrado Rusije. Strinjam se, dirka v tistem okolju sedaj, v tem trenutku bi bila vse prej kot varna. Videli bomo v prihodnosti, kaj se bo zgodilo, kajti do planirane velike nagrade Rusije je še kar nekaj mesecev. Težava je v tem, da v bližnji prihodnosti bomo imeli tudi veliko nagrado Azerbajdžana. Kako se bodo zadeve odvile takrat, nam ni še znano. A videli smo tudi lahko, da pri ekipi Haas so zadnji dan zimskih testiranj pobrali napise ruskega pokrovitelja iz svojega bolida. Kar je malce potešilo srd vseh tistih navdušencev, ki so se počutili užaljene, upravičeno, glede na tisto, kar vidimo, da se dogaja v Ukrajini. Seveda tu je treba pripomniti nekaj. Namreč v lanski sezoni so prav pri ekipi Haas z istim pokroviteljem praktično v posmeh sankcijam, ki jih je dala mednarodna športna skupnost, uporabljali ruske nacionalne barve na svojem bolidu, čeprav v Formuli 1 uradno niso smeli uporabljati ruske zastave. Seveda, danes so po mnenju mnogih zadeve hujše, ampak vseeno. Pritisk javnosti je tisti, ki je prisilil ekipo Haas v to potezo in ne lastna morala. Brez skrbi, ta poteza, ki so si jo dovolili pri ameriški ekipi, nima absolutno nobenih posledic. Gre za prvi del zimskih testiranj in tu ni potrebno imeti tiste prave dokončne barvne sheme. Spomnimo se samo, kako so nastopali pri Alfa Romeo F1 Team. Bolid in barvno shemo so predstavili šele po končanem prvem delu testiranja. Predtem so imeli tisto kamuflažno barvno shemo. A vrnimo se k sržu problema. Namreč v Formuli 1 ni samo Nikita Mazepin in njihov družinski pokrovitelj, kar se tiče ruske prisotnosti. Namreč kar nekaj ekip ima pokrovitelje, ki so bazirani v Rusiji. In ukolikor se spomnite, Robert Schwarzman je bil namenjen za 2 prva prosta treninga v prihajajoči sezoni, kjer bi sedel za volanom Ferrarija. Mnogi boste rekli, pa kaj? A dobro vam je znano, da tudi vozniki, ki bodo nastopili na petkovem prvem prostem treningu, rabijo super licenco in v bistvu zapadejo pod ista pravila kot oni vozniki, ki vozijo veliko nagrado. Brez zamere, če pravilo velja za enega, po mojem osebnem mnenju velja za vse. In tu je seveda sedaj vprašanje, kako se bodo pri FIA odločili. Namreč, ta 2 Rusa nista edina, ki sta prisotna v raznih kategorijah motošporta. Naprimer v Formuli 3 imamo Smolnarja.
se bo izključilo tudi njega, ali bo lahko ostal v Formuli 3, ker gre za manjšo kategorijo, ki jo skoraj nihče ne gleda in nihče ga sploh ne bo opazil. Namreč omenil sem, da Nikita Mazepin v lanski sezoni je nastopal pod nevtralno zastavo, a Rusi v Formuli 2 in Formuli 3 so lahko imeli nacionalne barve, čeprav je kategorija le stopničko nižja od Formule 1. In verjetno so si glavni odgovorni mislili, no ja, saj nihče ne bo opazil. Ampak, ukolikor se izloči Rusko federacijo iz Mednarodne avtomobilistične zveze in prekliče licence, se bo zgodilo marsikaj, tudi v drugih kategorijah. Poglejmo vztrajnostne dirke, kjer imamo znanega Danila Kvyata, ki tekmuje za rusko ekipo. Vsaj taki so načrti. In to lahko pomeni, da praktično v bližnji prihodnosti bomo imeli kar malce okleščene štartne razporede. Tu bi rad vašo pozornost usmeril še na nekaj bistveno bolj pomembnega. Znano je, da ekipe v Formuli 1 imajo kdaj pa kdaj težave s pokrovitelji. V nižjih kategorijah pa toliko bolj. In sedaj, če v Formuli 1 družini Mazepin ne bodo pustili nastopati in bodo nekako prepovedali njihov glavni družinski projekt, kaj se bo zgodilo v Formuli 2 in Formuli 3? Tudi tam so prisotni Hightech GP, kjer lahko na uradni strani vidimo, kdo je glavni in kdo je stranski pokrovitelj. Prav ste razumeli, ena in ista zadeva. In kot zanimivost, v Formuli 2 so partner Red Bulla in njihovega mladinskega pogona. Zanimivo. Se bodo tudi tu odrekli ruskemu denarju? Namreč Formula 1 je, kar se tega tiče, izjemno dvolična. V bistvu jih ne briga, odkot denar prihaja, dokler le ta pride in so vsi lepo zadovoljni. A o tem bomo videli paradoksalno situacijo na koncu samega prispevka. A pri ekipi Haas še zdaleč niso edini z ruskim pokroviteljem, ampak v mnogih medijih, ki pišejo v Formuli 1, so določene manjše napise dobesedno preskočili. A vzamemo primer, ker sem malce prej omenjal Schwarzmana ter skuderijo Ferrari. Tudi pri Ferrariju imamo ruskega pokrovitelja in zajel sem zaslon danes, 1. marca 2022, ter opazil, da je še zmeraj lepo prisoten. In seveda gre za podjetje, ki je že več let partner skuderije Ferrari in pri tem ni nič napačnega, da se razumemo. Ampak zanima me, kako se bodo obnašali odgovorni. Namreč, kot sem dejal, po mojem osebnem mnenju, če velja za enega, velja za vse. Drugače menim, da pri športu, takem ali drugačnem, bomo malce nenačelni. Seveda, v trenutku, ko to snemam, ni še nič odločenega, ampak meni osebno bi se zdelo malce čudno, da mednarodna športna skupnost nekako prepreči izvajanje športnih dogodkov v Rusiji, kar je razumljivo, izključi reprezentanco, kar je razumljivo, prepreči praktično ruskim ekipam udeležbo na določenih tekmovanjih, ampak ruskim športnikom, kar se tiče ekipnih ali pa posameznih športov, se praktično dovoli nastope, razen verjetno v Formuli 1. A o tem, kot običajno, ne odločam jaz. Nikjer ne piše, da naprimer Nikita Mazepin ne bo zaprosil za kako drugo licenco, s katero bi lahko nastopal v Formuli 1. A o tem bomo razpravljali, ko bo čas za to. Dejstvo je, da je Formula 1 prepredena z ruskim denarjem. In ne samo ruskim. Namreč sam razumem, naprimer, Sebastiana Vettla, ki je dejal, da on v Rusiji, glede na dogodke, ne bo nastopil. In ukolikor bi dirka tam bila izvedena,
bi morali pri Aston Martinu poiskati neko drugo rešitev. A podpiram njegovo odločnost in nekako strinjam se z njegovim stališčem. Po drugi strani, nihče se ne pritožuje nad Savdsko Arabijo. Tam smo imeli lani prvič dirko, letos jo bomo imeli prav kmalu, ampak Savdska Arabija kot država, ki ne spoštuje človekovih pravic, je ena izmed tistih, o kateri se najmanj govori. Še posebej zato, ker njihova naftna družba podpira Formulo 1, tudi ekipo Aston Martin. Seveda, zadeva ni primerljiva med seboj, ampak če velja za enega, velja za vse, ali pa tudi ne. Za danes, v tem kratkem razmišljanju, glede tega, kar nas lahko čaka v prihodnosti, bo to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.